ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Znan je datum letošnjih državnozborskih volitev. Predsednik republike Danilo Türk je za datum volitev določil nedeljo 21. septembra. Volitve bodo razpisane 30. junija, ko bodo začeli teči tudi roki za volilna opravila. Želim si, da bi predvolilna razprava potekala argumentirano in da bi se slišali najbolj tehtni argumenti. In naposled, želim si, da bi bila volilna udeležba čim boljša. Volitve so pomemben instrument v rokah državljank in državljanov in dobro bi bilo, da se čim več, ki ga bomo uporabili. Parlamentarne stranke so takšno odločitev pričakovale. Z izbiro datuma je zadovoljna tudi predsednica LDS Katarina Kresal. Se vam zdi, da bo ta kampanja letos bolj umazana, kot smo jo navajeni do sedaj? Računam, da ne. Glede na to, kar smo pa videli, se pa bojim, da ja. Še 2 tedna nas ločita od uvedbe vinjet. S prodajo polletnih vinjet bodo še ta teden pričeli Petrol, OM2V, Pošta Slovenije in drugi. Prvo vinjeto, serijsko številko A00000001, pa je že... Kaj prav preveri? Vinjeto. Sem narobe. Ja. A000001, pa je že včeraj prejel minister za promet Radovan Žerjav. Ta vinjeta, ki sem jo zalekel, je službena, ministrstvo jo je kupilo, osebno pa se jo še moram nabaviti. Kako se je pa tale šalca znašla tukaj? Jaz sem jo dal vmes gor, ajde, evo. Podmladek Nove Slovenije se je odzval na izstop Janeza Drobniča iz poslanske skupine NSI. Izstop obžalujejo in menijo, da Nova Slovenija ni samo Janez Drobnič, ampak so to predvsem vsi članice in člani. Podpredsednik Mlade Slovenije Matej Tonin je zavrnil možnost, da bi še pred volitvami prišlo do menjave v vrhu stranke. Mi v Mladi Sloveniji se vsekakor zavedamo, da nimamo idealnega predsednika, ne? Ampak če pa pogledate konkretne javnofinančne rezultate, potem pa ne morete mimo dejstva, da je to eden najboljših finančnih ministrov v zgodovini Slovenije. A kave pa ne bom dobila? Ne! Ful imam rajši Jana, res. Ajde. Z oddajanjem je tudi uradno pričel 3. tako imenovani parlamentarni program nacionalne televizije. Ob neposrednem prenosu je generalni direktor RTV Slovenija Anton Guzej napovedal upoštevanje načela pluralnosti v programskih zasnovah tega programa. Direktor televizije Jože Možina pa je dejal, da bo kanal državljanom omogočil brezkompromisen vpogled v delo zakonodajalca. In če malo parafraziramo uvodni stavek, ne le mediji, tudi parlament je obvladal družbe in še toliko bolj njen demokratični predstavnik. Tudi njegovo delovanje lahko razganja, kaj v slovenski družbi narobe. Na vsak način pa uvedba parlamentarnega kanala pomeni velik korak za slovensko družbo v celoti. Bojim se, da se zna danes to pokazati, da za mnoge se je zgodovina začela nekje sredi leta 2005. Če na zadnjih tačkah. A je to res potrebno se odzivati na človeka, ki je očitno preveč lepila voha zadnje čase? Sicer pa tudi, če pridem, ne morem govoriti. Zaradi silne privlačnosti 3. programa, ki naj bi ljudi iz slovenskih ulic in parkov priklenil pred TV sprejemnike, na Ministrstvu za zdravje že pripravljajo novo brošuro 3. program in vsakdanje življenje. Je sožitje sploh mogoče? Šport in ostalo. Prvi del Evropskega nogometnega prvenstva se počasi zaključuje. V skupini B sta znana oba potnika v četrtfinale. Hrvaški se je pričakovano pridružila Nemčija, ki je z izjemnim golom Balaka premagala gostitelje Avstrijce. Naši sosedje Hrvati pa so z rezervno postavo osvojili 3 točke proti Poljski. V četrtfinalu na Hrvaško čaka srečna Turčija, medtem ko bodo Nemci igrali proti Portugalcem. Dejan Zavec, mister Simpatikus, je v dvoboju za naslov medcelinskega prvaka združenja IBF v velterski kategoriji v Mariboru po točkah premagal Nemca Marka Katikasa. Zmagovalec, neporažen iz ringa, odhaja mister Simpatikus!
Slovenija, Slovenija, kulturac. O uvedbi tretjega programa Komentar dneva televizijski sprejemnik Žarko. Se popolnoma strinjam, tudi sama bi pregorela. Med 19. in 30. junijem bomo lahko vsak dan od 9. do 23. ure preko radijskih valov na frekvenci 88,8 MHz prisluhnili občasni avtonomni radijski postaji za sodobno umetnost Radio Cona. Irena Pivka in Brane Zorman, avtorja projekta, sta napovedala, da bo osrednja pozornost namenjena avtorstvu. Želimo delovati znotraj zakonskih določil, a hkrati ne želimo plačevati prispevke kolektivnim organizacijam za dela, katerih avtorji nam dovolijo, da jih objavimo. Predvsem se to dogaja v glasbi in zato v našem programu ne bomo predvajali glasbe, ki jo pokrivajo kolektivne organizacije. Snemati so začeli film Veronika se odloči umreti po knjižni predlogi Pavla Coelha, ki je bila velika uspešnica tudi v Sloveniji, saj je njeno dogajanje postavljeno v Ljubljano. Veroniko bo igrala izganjalka vampirjev Buffy Sarah Michelle Gellar. V vlogi Ljubljane pa se bo preizkusil New York. O filmu smo se pogovarjali s filmofilom Samom Rugljem. Hollywood je najbrž tlele zdaj v tej situaciji prav pograbil to, ker nekako je to neka njegova... To ni zdaj neka velika produkcija, veš, to je vse relativno mehen, to ni zdaj narejen tako grande, ne, da bo to zdaj nek blockbuster iz tega rato, to je v bistvu nek film, ki jih pač tam delajo tako, ne, mislim, na stotine, ne. Še vreme? Rubrika, ki bo kmalu ukinjena, saj imamo vendarle tretji program. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje.